Pozdravljeni! Po navdušujoči in napeti dirki za veliko nagrado Kanade je na vrsto prišel naš običajni komentar dirke. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na progi. Kot je že v naši navadi, bo tudi današnji komentar dirke za veliko nagrado Kanade razdeljen na dva dela. V prvem si bomo ogledali vse tiste zanimive točke, ki smo jih videli na sami dirki. V drugem bomo pa nekaj minut posvetili analizi samih napovedi strategij in nato bomo rezultate primerjali s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A začnimo samo dirko. Tu je treba najprej poudariti, da velika nagrada Kanade je nam, navdušencem, dala ogromno. Ogromno zanimivih iztočnic, tako v pozitivnem kot v negativnem smislu. In ne, celotna dirka ne sme biti zreducirana samo na primer, boj Andreja Kimija Antonellija z Georgeom Russom ali pa na boj Maxa Verstappena z Lewisom Hamiltonom. Lahko, če smo bili pozorni, smo videli še marsikaj več. Ampak treba je povedati, da sta bila oba ta dva dvoboja izjemno navdušujoča, čeprav po svojem malce prelahka, vsaj takšen je bil moj občutek. Videli smo seveda, da v obeh primerih ni prišlo do kakšnih nepotrebnih trkov ali izrivanj, kar je izjemno pozitivno. In predvsem na začetku dirke smo lahko opazili, kako sta bila na primer George Russell in Andrea Kimi Antonelli pravzaprav na meji. Do menjave na vodilnem mestu je prišlo v večini primerov zato, ker sta napravila napako in tako v žargonu pustila odprta vrata moštvenemu kolegu, da je prevzel pobudo. In tako smo kar nekaj časa spremljali, kako je najprej vodil Russell, nato Antonelli, spet Russell in ponovno Antonelli ter tako naprej. A če smo iskreni, na samem začetku je povedal Lando Norris. In zopet bi lahko dejali, da Mercedes na štartu ni tako briljanten, kot bi si lahko zamislili. Ampak pri McLarenu so napravili kardinalno napako, ki pa je po svoje tudi pomagala Norrisu, da je tako zlahka prišel v prvem ovinku praktično do vodilnega mesta. Verjetno dobro veste, o čem govorim. Tako Lando Norris kot Oscar Piastri sta imela na začetku dirke nataknjene pnevmatike za vlažno progo, kar je na štartu seveda pomagalo. Pnevmatika za vlažno progo je še bistveno mehkejša od one pnevmatike mešanice C5. In če mi je dovoljeno napraviti neko usporednico, pnevmatika za vlažno progo ima tam mešanico nekje prevedeno okrog C7 in pol, C8, če damo zadeve na neko isto lestvico. In tudi zaradi tega Lando Norris je imel na začetku več oprijema in je lahko prišel na prvo mesto. Vprašanje seveda je, za koliko krogov. Namreč pri McLarenu so že v prvem od 3 formacijskih krogov ugotovili, da so pnevmatike zgrešene. Pričakovali so ali nižjo temperaturo, jasno vam je, mehkejša kot je mešanica na nižjem območju deluje, ali pa so pričakovali bolj obilne padavine. Na žalost niso dočakali ne enega in
ne drugega. Ampak sedaj tu prav na kratko, zakaj smo videli 3 formacijske kroge. Priča smo bili onemu prvemu, recimo temu normalnemu. Ampak Arvid Lindblad je povzročil, da so morali celotno štartno proceduro ponoviti. In seveda potrebno je bilo odmakniti njegov bolid ekipe Racing Bulls. Zato so ga bili nekako prisiljeni potisniti nazaj prav do vhoda v bokse in nato zapeljati do njegove garaže, kar je terjalo čas 2 formacijskih krogov. Zakaj štartne procedure enostavno niso zaustavili? Ker bi to pomenilo, da bi na primer McLaren lahko popravil svojo napako. In bodimo iskreni, ne bi bilo fair. Ne smemo tu pozabiti, da McLaren v resnici ni bila edina ekipa, ki je dirko začela z pnevmatikami za vlažno progo, ampak med vodilnimi so bili zagotovo izjema. In ker je tu tudi zaradi varnostnih razlogov bilo potrebno malce več časa, namreč krog je sorazmeroma kratek in tudi formacijski krog je potekal izjemno hitro, je bilo potrebno napraviti na koncu 3 te posebne kroge in je dirka namesto 70 trajala na koncu 68 krogov. A pustimo sedaj to. Priča smo bili že v prvih fazah seveda navdušujočemu dvoboju med Antonellijem in Russellom. Lando Norris se je tukaj hitro umaknil, kajti njegove pnevmatike so se pregrevale in potrebna je bila menjava. V 30. krogu, če me spomin ne vara, smo bili priča temu, da je George Russell odstopil. Njegov pogonski sklop je enostavno utihnil. In po izjavi Tota Wolffa naj bi bila prisotna okvara baterije. George Russell je na prvih 5 dirkah v letošnji sezoni tako porabil že 2. Še eno ima na razpolago, na to sledijo tako osovražena kazenska mesta. In če bo šlo vse po planih, je pred nami najmanj še 17 dirk. Ne vemo, ali bodo oni 2 odpadli, nekje nadoknadili. A pustimo se presenetiti. V trenutku, ko je George Russell odstopil, je imel Andrea Kimi Antonelli na stežaj odprta vrata do svoje 4. zaporedne zmage. In seveda izkoristil je obdobje virtualnega varnostnega avtomobila in opravil tudi edini postanek. Nato v drugem delu dirke smo videli fenomenalni dvoboj med Maxom Verstappenom in Lewisom Hamiltonom. Tu je treba povedati, da takšnega Lewisa Hamiltona, kot smo ga spremljali skozi celoten vikend, želim videti na vsaki dirki, ne samo tu. Bil je, vsaj po mojem, boljši, naprimer kot na veliki nagradi Kitajske. Ne govorim o rezultatu, govorim o stilu, govorim o motivaciji, govorim o želji po zmagi. In upam, da se bo ta trend nadaljeval. Žal smo po veliki nagradi Kitajske opazili, da je naprimer na progi v Suzuki in v Miamiju praktično se vrnil na ona stara pota. Čeprav je tu treba poudariti nekaj. Baje Lewis Hamilton noče več uporabljati simulatorja v skuderiji Ferrari, ker po njegovem korelacija med virtualnim in resničnostnim svetom ne obstaja. In to zna biti velik problem za Ferrari. Medtem ko za Lewisa Hamiltona, sedaj ko je postavil zadeve na pravo mesto, izgleda, da ne. In tudi Max Verstappen z svojim Red Bullom je pokazal praktično, kako fenomenalen voznik je. Malo je manjkalo, res malo, da bi lahko
na koncu zopet vzel drugo mesto Lewisu Hamiltonu in tako končal tik za Andrejo Kimijem Antonellijem. Ampak na koncu seveda je zmagal Antonelli pred Hamiltonom in Verstappen. A ne smemo pozabiti, da na dirki smo imeli tudi kar nekaj poražencev. Poleg obeh voznikov McLarena, tu je treba povedati, da se je Lando Norris ustavil ob progi, po mojem zaradi okvare menjalnika, saj tako je izgledalo po slikah. Ne smemo pozabiti, da je tudi Oscar Piastri bil kaznovan in poslan daleč v ozadje. Tudi Piastri ni tisti Piastri, ki smo ga gledali lani, in v to moramo biti prepričani. Po drugi strani voznik, ki je verjetno razočaral marsikoga izmed vas, je enostavno Charles Leclerc. Neprepoznaven, brez volje, brez motivacije, tudi po radijskih komunikacijah je izjavil, da komaj čaka, da bo te dirke konec. Čisto nasprotje od Lewisa Hamiltona. In Lewis Hamilton, če mene vprašate, zasluženo voznik dneva. Treba je pa tu dodati neko res grenko točko. Verjetno marsikateri navijač skuderije Ferrari je zadovoljen z drugim mestom Hamiltona. A ne smemo pozabiti, da je rezultat nekako posledica bolj odstopov voznikov pred njimi kot njihovih zaslug. Praktično izključila sta se oba McLarena in en Mercedes. Ampak kar je meni osebno bolj zaskrbljujoče, je dejstvo, da so se začeli boriti z Red Bullom. Red Bull pred nekaj dirkami ni bil težava. Sedaj, predvsem z Maxom Verstappenom, je postal. Ampak tudi Izak Hadjar je začel kazati zobe. In seveda to moramo imeti nekako v podzavesti v naslednjih dirkah. Tako da ni nujno, da bomo videli z takšnim napredkom ekipe iz Milton Keynesa, da bo Ferrari na papirju bil tretja sila. Pustimo sedaj lestvico primerov. Treba je dodati, da smo imeli še kar nekaj zanimivih točk. Naprimer, oba Alpina v točkah, kjer je bil Franco Colapinto zopet fenomenalen. Mene osebno zanima, kako bo dosegal rezultate v trenutku, ko pride Formula 1 v Evropo, ko bo daleč od ameriških celin in ko ne bo imel toliko podpornikov in toliko pokroviteljev. Se bo trend nadaljeval ali bo začel kazati, recimo temu, ono staro formo? Res zanimivo vprašanje, kajti iskreno mislim, da Franco Colapinto ni toliko boljši od Pierrea Gaslija. Lahko se zgodi na določeni dirki, ampak to je že druga zapored, ko je Colapinto dobesedno osramotil Francoza. A videli bomo. Med vozniki, ki so bili v ozadju in so iz kaotične situacije izvlekli ogromno, je tudi Carlos Sainz mlajši, ki je na koncu z Williamsom prišel do 9. mesta, kar je po mojem rezultat, ki ga ne smemo spregledati. Ampak sedaj, če pogledamo malo lestvico med vozniki, bomo opazili najprej sledeče. Da je Andrea Kimi Antonelli povečal svojo prednost pred Georgem Russellom in seveda Russell bo pod velikim pritiskom, ne samo na naslednji dirki, ampak na naslednjih 2, 3, 4 dirkah za veliko nagrado. In sedaj sledi vprašanje, bo znal reagirati ali bomo opazili, da bo izgubil tisto svojo flegmatičnost in umirjenost, ter bomo priča takšnim izpadom, kot smo jih videli po njegovem odstopu. Tu je dobil seveda kazen, ki je suspendirana, ampak človeško razumem njegovo reakcijo, čeprav ni del njegovega karakterja, vsaj ne tistega, ki ga kaže v javnosti.
In rad bi vas opozoril še na nekaj. Na razliko med Charlesom Leclercem in Lewisom Hamiltonom po številu osvojenih točk. Po mojem sta dokaj blizu. In seveda Lewis Hamilton letos, saj na prvih 5 velikih nagradah, kaže bistveno boljšo formo kot lani. Kako bo šlo naprej, bomo videli, kot sem že omenil predtem, ampak zna biti zanimivo. Torej, dirka kot taka, pri kateri bi lahko dobili še marsikaj negativnega, kot je forma Aston Martina, čudne okvare pri Cadillacu in lahko bi še naštevali. Ampak vseeno mislim, da sem v teh minutah zaobjel one glavne točke, ki zanimajo nas navdušence. A ne smemo mimo one napovedi strategij in seveda tistega, kar se je v resnici zgodilo na progi. In tu si bomo najprej ogledali v bistvu napoved, ki jo je podal Pirelli, kjer vidimo praktično 4 variante, od katerih imamo eno, ki je samo zrcalna slika, in seveda vidimo, da praktično pri Pirelliju so imeli dokaj bujno fantazijo. Treba je povedati, da smo lahko na to na njihovem profilu X zasledili tudi te, imenujemo jih 3 popravke, ki so strategije z enim samim postankom. In res, tudi sam sem dal, seveda v moji napovedi, 2 strategiji z enim postankom in eno strategijo z 2 postankoma. Nekako smo vsi, tako Pirelli kot jaz, računali, da bo drugi del dirke na pnevmatiki hard, da ne bomo na koncu videli tistega, kar se je v resnici zgodilo na progi. Namreč, če pogledamo najboljše, so dirko začeli na pnevmatiki soft in nato nadaljevali na pnevmatiki medium. S pnevmatiko soft so vztrajali do 30. kroga. In tu je treba dodati, da je vzrok za to vzdržljivost pnevmatike C5, po mojem mnenju, precej nizka temperatura tako zraka kot asfalta. To sem že malce nekako nakazal na samem začetku tega komentarja. In zopet bi lahko dejali, da napoved, ki sem jo podal pred samo dirko, se je izkazala za napačno, kar ni ne prvič in ne zadnjič, ampak po drugi strani je bila dokaj podobna tisti, ki so jo pokazali tudi pri Pirelliju. Torej, od doma, brez vseh podatkov, se da priti blizu, ampak še zmeraj nam manjka tisto, kar imajo na primer na razpolago ekipe na sami progi. Torej, točne podatke, pregled nad obrabo in seveda razumevanje tudi tega gibanja temperatur. A seveda videli bomo, kaj se bo zgodilo na naslednji dirki. Za danes, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.